Projekt kulturnega inkubatorja pripadnikov narodnih skupnosti narodov bivše SFRJ v Obalno-kraški regiji iz projektnega vidika je bil izredno uspešen, kajti smo izvedli vse planirane aktivnosti in dosegli vse rezultate, ki smo jih načrtovali pri prijavi. V sklopu projekta smo izvedli 3 glavne aktivnosti: kulturni inkubator, usposabljanje in 12 mesečnih delavnic. Usposabljanje, ki je bilo zelo uspešno, izvedli smo namreč 300 ur, je potekalo med novembrom 2013 in marcem 2014. Potekalo pa je na ta način, da je bil razdeljen v 2 sklopa oziroma modula. Prvi modul je modul kulturni menedžment, drugi pa multimedijski ustvarjalec. Pri obeh so se lahko udeleženci naučili tako z teoretskega vidika, kot tudi z čisto praktičnega vidika veščin, ki jih bodo lahko tudi naprej na področju kulture uporabljali. Gre za čisto konkretno pri kulturnem menedžmentu veščine in znanja iz projektnega menedžmenta, pisanja projektov, iz vodenja organizacije in pridobivanja sredstev, pa tudi pravne vidike so obdelali, medtem ko pri drugem modulu, modul multimedijski ustvarjalec, so pridobili znanja iz različnih multimedijskih veščin, kot je snemanje, fotografija, montaža. Obravnavali so tudi režijo, postprodukcijo in producentsko delo. Tako da so pridobili zelo pomembna znanja za nadaljnje delo. Osrednje aktivnosti projekta, usposabljanje in seveda sam kulturni inkubator so že dosegle konkretne rezultate. 2 udeleženca usposabljanja sta dobila zaposlitev. Ena udeleženka dela na področju kulture v različnih organizacijah in veliko jih razmišlja o uresničevanju idej, ki so se porodile tekom usposabljanja. Nekaj udeležencev je ustanovilo organizacije in pričelo z izvajanjem kulturnih dejavnosti. Inkubiranci koristijo znanje in mentorstvo, katero ponuja Pina, tako da tudi po koncu projekta se te aktivnosti nadaljujejo. Druga aktivnost, zelo pomembna, je bil sklop Kultura pred inkubatorjem. To je sklop 12 delavnic, ki smo jih izvedli tekom projekta, na katerih so dobili možnost različna društva, posamezniki se predstaviti in tudi se mrežiti. Tematike, ki smo jih na teh delavnicah obravnavali, so zajemale od pomena ohranjanja kulturne dediščine do prijav na različne programe in na različne razpise, kot je program Erasmus plus, občinske razpise smo predelali in tako naprej. Zelo pomembna in tudi še najbolj dolgoročna aktivnost, ki traja tudi po zaključku projekta, je kulturni inkubator. Otvorili smo ga aprila, smo objavili razpis za vključitev vanj, na katerega se je prijavilo 14 organizacij in posameznikov, izbrali smo jih 9. Njim pa nudimo mentorstvo, svetovanje, infrastrukturno podporo pri razvijanju svojih projektnih idej, aktivnosti in pri delovanju organizacije. Globoko verjamemo v pomen spoštovanja različnosti in verjamemo, da je družba bogatejša, ko lahko različne kulturne in narodnostne identitete svobodno in v celoti izražajo svoj potencial, in na Pini bomo nadaljevali v to smer. Pina je ostala v zelo intenzivnih odnosih z organizacijami partnericami. Intenzivno sodelujemo pri projektih, ki so nasledili kulturni inkubator, in verjamemo, da bomo z
nadaljnjim delovanjem uspeli izboljšati situacijo na tem področju.